pragu zaprtja termoelektrarne v Šoštanju. Naslednji energetski projekt, ki nas je stal kar 1,5 milijarde, še naprej posluje v rdečih številkah, priznavajo v holdingu slovenskih elektrarn. S podražitvijo emisijskih kuponov pa bi se utegnile te izgube še povečati. Slovenija se je sicer zavezala, da se bo termoelektrarni odpovedala najkasneje do leta 2033, a to bi se neuradno lahko zgodilo že prej, v prihodnjih 2 ali 3 letih. In kako bi nadomestili izpad? TEŠ namreč še vedno prispeva kar četrtina vse v Sloveniji proizvedene elektrike. Tadej Grešovnik. Ne investicijam zdi se zgolj finančna in ekološka polomija, ki so jo povrhu vsega tako rekoč nenehno spremljale še korupcijske afere. V bistvu je bilo od vsega začetka jasno, da je ta investicija v 6. blok termoelektrarne v Šoštanju neracionalna. V Šoštanju bi lahko, kot je poročal Dnevnik, do obljubljenega zaprtja čez slabo desetletje pridelali dobrih 2 milijardi evrov izgube. Da je glede na okoliščine težko pričakovati drugačno, pozitivno poslovanje, prikimava tudi prvi mož Elesa. Razlog je predvsem v nizkem izkopu lignita v premogovniku Velenje. Zraven pa ne smemo pozabiti politika Evropske unije in pa CO2 kuponi. Če se je cena kuponov pred nekaj leti gibala okoli 20 evrov na tono emisij, je danes ta približno 4-krat tolikšna. Minus v blagajni, zato, prikimava tudi profesor Damjan, ne preseneča. Namreč moramo vedeti, da glavni del stroška električne energije, ki prihaja iz TEŠ6, so v bistvu kuponi za CO2 izpuste. Ob strogih zavezah Zahoda k zmanjšanju emisij cena kuponov najverjetneje ne bo padla, da se, podobno kot druge evropske termoelektrarne, tudi TEŠ najverjetneje ne bo izognila občutnim izgubam, priznavajo tudi v holdingu slovenskih elektrarn. V HSE skupaj z vsemi relevantnimi deležniki aktivno iščemo rešitve, ki bi omogočile stabilno poslovanje do predvidenega konca obratovanja. HSE naj bi kljub ugodnim poslovnim rezultatom hidroelektrarn ob trenutno stabilnih cenah elektrike vse težje krpal milijonske izgube. Na mizi sta neuradno 2 rešitvi: predčasni izklop termoelektrarne v 2 ali 3 letih oziroma prenos TEŠ-a na novo državno termoenergetsko družbo. Če se nič na trgu z elektriko ne zgodi in ostajajo trendi bodočih cen tam, kjer so, potem bo treba zelo hitro sprejeti neko odločitev. Kot zdaj kaže, da bodo padle recimo veleprodajne cene pod 100 evrov na megavatno uro, potem pa je seveda poganjanje TEŠ6 naprej še povsem neracionalno in kar se ga bolj splača seveda zapreti in ga imeti nekako v rezervi. Če tudi se morda zdi ta korak povsem smotrn, velja o tem, opozarja Mervar, vseeno temeljito premisliti. Sploh v luči nedavne energetske krize. Mene recimo, bom rekel, se mi pojavlja dilema je vojna v Ukrajini. Dokler je vojna v Ukrajini, je to zelo rizično. TEŠ ustvari še vsem 25-27% vse proizvedene elektrike v Sloveniji. Mnogi ob morebitnem zaprtju že opozarjajo na socialno bombo, ki bi ob tem scenariju odjeknila v Šaleški dolini. Vse glasneje se sicer omenja tudi možnost predelave termoelektrarne v sežigalnico, a tudi takšni rešitvi vsaj del lokalnega prebivalstva odločno nasprotuje. Težko pričakovati.